Rezultati presejalnega programa so dobri, dokazano, izkustveno, pa vendarle ostaja še določen delež žensk, ki se jih povabila k tovrstnemu preverjanju zdravstvenega stanja nekako ne dotaknejo. Zakaj je teh 10 minut, ki naj bi si jih ženska vzela zase, tako pomembnih, da jim lahko v določenih primerih celo rešijo življenje? Torej, jaz bi mogoče začela najprej, da je zdaj Dora od 2008, to se pravi, da je v 13 letih zdaj delovanja dejansko prišla v fazo, ko vabi vse ženske po Sloveniji, ki jih je 280 000 v tej starostni skupini od 50 do 69 let, torej vabimo nekako 140 000. In moram reči, da smo z udeležbo zelo zadovoljni, ker je bila 2017 je bila 77%, kar je v bistvu kar nekaj več, kot nekako določajo kot prag priporočila evropskih smernic. Še vedno pa je en del žensk, ki nekako se ne da prepričati. Tudi rezultati kažejo namreč, da se v Dori odkrivajo majhni raki in da je, zdaj bom pokazala danes te rezultate, praktično v 70% odkrivamo rak v začetni fazi, ko ni še napredoval nikamor stran iz dojke. In to pomeni bistveno boljše možnosti za ozdravitev. In ženske, ki se ne udeležujejo tega programa, vsaj tako so naše informacije, v veliki meri nekako smatrajo, da ker si same redno tipajo dojke, da to pomeni, da z dojkami ni nič narobe. In zato se nekako vedno trudimo jim dopovedati, da so večina rakov malih, ki se odkriva v Dori, so netipne. In to, da v dojkah ni zatipati sprememb, še ne pomeni, da raka ni. Tako da zato nekako poskušamo čim več spodbuditi, da se vseeno udeležijo in kot vidite, imamo kar velik uspeh. Torej vsi tudi tujci, ki so nas obiskali, naš program, so bili navdušeni nad odzivnostjo žensk.